živijo in živeli, da bi le živeli. Tisti, ki smo preživeli ta 2 dneva, kjer je bilo žrtvovanje 31. in praznovanje mrtvih 1. novembra. Od zdaj naprej so vsi dnevi namenjeni živim. Bravo, super in prav je, da živimo s polnimi pljuči, pa ne samo v telesni obliki. Prav je, da razmišljamo tudi s svojo lastno glavo in ne ponavljamo kot papige tistega, kaj pravijo množice ali celo avtoritete. Še slabše pa je, če ponavljamo njihova imena in s tem jim dajemo energijo. Ne smemo. Prav je, da razmišljamo s svojo glavo, kajti imam občutek, da mnogo ljudi ima, kaj pa je svemkaren občutek intelektualne superiornosti, če slepo verjamejo in sledijo temu, kaj pravi narativ, mediji in politika in, bom rekel, kupljena znanost ali pa starodavna religija. To je nekako spominja na to, kaj smo v šolah dobili, torej dobro oceno, če smo ponovili tako, kot so nam povedali. Razmišljanje s svojo glavo so nam že v rani mladosti odstranili in čas je, da začnemo njo uporabljati, sploh zaradi tega, ker je več kot očitno, koliko je na svetu nepravilnosti, svinjarij in pravzaprav korakov, ki delujejo vsi proti nam. Največji izmed njih je ustrahovanje, kaj da bo, bom rekel, ta nesigurnost, pred nami so težki časi, slabo, hudo in tako naprej. Ni res, pred nami so krasni časi, predvsem, če jih znamo sami tako videti in razmišljati pozitivno. In portali se odpirajo, zavedimo se, da včerajšnji 111 je odprl nekaj marsikomu in dajte se čedalje bolj zavedati, da smo še kako zelo energetska bitja in naša naloga je vibrirati visoko v pozitivo in ne slediti negativi narativa, okej? Držite se, bodite na top of the world, na vrhu sveta, kot pravijo Carpenters. Uživajte dan in se zabavite in vibrirajte visoko. Čau, čau.